Medtem, ko je Jezusova pomnožitev kruha za lačno množico bila zgolj znamenje njegove daritve za vse, je Evharistija, razlomljen kruh pri zadnji večerji, dejansko postal njegovo telo in njegova kri. Zato nam, po papeževih besedah, Jezus Evharistijo zapušča s točno določenim namenom, in sicer, da bi z njim postali eno. Saj sam pravi, kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Obhajilo je torej prava asimilacija. Ko se hranimo z njim, postajamo kot on. Vendar to dogajanje predpostavlja našo privolitev veri. Vendar Evharistija, sveta maša, ni privatna molitev ali neka lepa duhovna izkušnja in ni samo preprosto spominjanje tega, kar je Jezus naredil pri zadnji večerji. Mi Evharistijo poimenujemo memorial, oziroma dejanje, ki aktualizira in stori zdaj prisoten dogodek Jezusove smrti in vstajenja. Papež Frančišek je opoldanski nagovor zaključil z Jezusovo obljubo, da kdor je ta kruh, bo večno živel. Kar pomeni, da če živimo v resničnem združenju s Kristusom na tem svetu, že zdaj prehajamo iz smrti v življenje. Nebesa se tako začenjajo v tem življenju z njim, v nebesih pa nas že čaka naša Mati Marija, kar smo praznovali ravno včeraj. Na njo se je obrnil željo, naj nam izprosi milost, da se bomo z Jezusom, kruhom življenja, vedno hranili z vero.